Živijo, spet ambienti in z nami nove ambientalne zgodbe. V današnji oddaji si bomo ogledali prenovljeni skedenj na Gorenjskem, ki pod starodobno lupino skriva neverjetno moderno notranjost. A ja, pa še ta je zanimiva, kako je lastnica novega stanovanja le tega predelala še pred vselitvijo. Kozolci in skednji so tradicionalna znamenitost slovenskega podeželja. Žal jih danes veliko propada, ampak na srečo ne vsi. Skedenj v bližini Bohinjskega jezera, ki so ga nekoč uporabljali kot cenik in hlev, je na zunaj ohranil pristno podeželsko podobo. Notranjost pa si kar poglejmo. Imate na podeželju star leseni objekt, ki bi ga najraje porušili. Ko boste videli, kako so office arhitekti leseni skedenj rešili pred propadom, boste morda tudi vi ugotovili, da imate doma neprecenljivo dediščino, ki jo je vredno ohraniti. Sva v skednju, se skednji slovenski razlikujejo glede na evropske in tudi skednji po Sloveniji. Če je kakšna razlika? Posamezni skednji imajo neke določene značilnosti, tako po pokrajinah, recimo skednje ali pa kozolce, najdemo tako recimo v slovenskem prostoru, nekaj jih tudi na Tirolskem, v Švici, pa v baltiških državah. Drugače, če bi tako na grobo povedal, kozolci so recimo, imamo enostranske, potem v dveh slojih z dvema stenama, sestavljenih iz lesenih tramov pa streho, ali pa so nekatere prislonjene k objektu. Skedenj, recimo kot je tale, tak lep primer, kjer je spodaj zidano, kamnito zidovje, kamni del, kjer so imeli spravljene mehanizacijo pa to za kakšne stroje. Zgornji del je pa tak lesen, ker bistvena konstrukcija skednja je v bistvu lesena iz lesenih tramov, lesenega ostrešja, potem kritine. In se potem razlikujejo bolj tako, kako so postavljeni. Recimo, ali je samo pritlični, je samo lesen del, ali je samo ziden del spodaj, ali pa prislonjen recimo v breg, pa potem še posamezni konstrukcijski sklopi, pa kakšni detajli se še razlikujejo. V biroju Office arhitekti ste se odločili za prenovo oziroma revitalizacijo skednja. Zakaj ravno skedenj? Ja, v biroju Office arhitekti, ki ga vodita Rok Oman in Špela Videčnik, smo se odločili zato, ker je to en tak lep vzorčen primer ohranjene kulturne dediščine, sploh v tem prostoru, recimo v Gorenjskem. Hoteli smo pokazati, kako nek objekt, ki je bil sicer sprva namenjen že rušitvi, ker lastnik ga je hotel že porušiti, kako mu vdahniti eno novo življenje, to se pravi ga revitalizirati, mu dati novo vsebino. In pa seveda ob tem ohraniti na zunaj avtentičnost, res tisti duh starega kmečkega skednja, nič kakšnih dodatnih barv, kakšnih posebnih dodatnih konstrukcijskih sklopov. Na zunaj je še vedno star skedenj, na noter pa smo mu dali, to se pravi, nov notranji ovoj. Seveda so teli stebri, nosilci so vidni, da se tudi, ko si znotraj prostora, da imaš občutek, da si res v skednju še zmeraj. Torej, da ni tudi na znotraj, da ni nekaj čist novega, ampak da se ohranja ta duh. Skedenj je kmečki objekt, zdaj pa to bivalni prostor. Kako je bilo z dokumentacijo? Kakšnih posebnih problemov ni bilo. V začetku smo pripravili projektno dokumentacijo, pridobili vsa projektna soglasja, vložili na upravno enoto in postopek je trajal tam približno 3 mesece in ni bilo kakšnih posebnih problemov. Strani spomeniškega varstva smo dobili tudi tak zelo pozitiven odziv, kot da je to res nek tak dober primer prenove tovrstnih objektov. Objekt ni pod spomeniškim varstvom, sicer kot tak, tako da kakšnih posebnih problemov ni bilo. Je to unikatni projekt v Sloveniji ali je že bila, ki je prenova skednja? Nekaj tovrstnih prenov je sicer bilo, nekaj podobnih, ampak s tem smo hoteli tudi nekako pokazati, da je to nekakšen vzorčni primer, kako se taka prenova lahko izvede, kako nek star objekt, ki je na prvi pogled misliš, da je za propad, kako se ga lahko na novo navdahne, bo podaljša življenjsko dobo, hkrati pa tudi ohranja kulturno dediščino. Kako je pa z ogrevanjem tega prostora?
Ogrevanje je talno po celotni površini. Tule je še kamin kot dodatno ogrevanje, ki ima tudi odprt dimnik, tako da se še dodatno ogreva, pa malo tudi za vzdušje. Materiala za kurjavo je pa ogromno, ne? Če zmanjka, lahko kar klopco. Ja, materijala mislim, da v tem gorenjskem prostoru je dovolj. Tam imamo sicer posebej skladišče oziroma skladovnico drv, tako da mislim, da ne bo krize, da bi porabili kakšno kos pohištva. Skedenj je bil prepišen, torej da trava ne bi se gnila. Kako ste uredili glede svetlobe? Ni bilo oken, ni bilo inštalacije, ni bilo vodovoda. Kako ste uredili? V začetku je bil skedenj res prepišen nekoliko, ne. Tam so vidne te odprtine. Je bil zaprt zunaj z lesenimi deskami, ampak hkrati smo mogli pa malo tudi odpreti, recimo svetlobi. Recimo na južnem delu objekta je stena, ki se je odprla svetlobe, dodana je večja steklena površina. Ostale stene smo pa, noter smo vgradili okna dodatna, ki pa na zunaj niso vidna. Smo dodali perforacije. Tudi te inštalacije v prostorih, to se pravi glavne savna, kuhna, kopalnica, so razporejene le ob eni strani objekta, tako da se potem lahko združijo in potekajo v eni vertikali, da so čim bolj ekonomizirane. Razporeditev prostora se da tehnično določiti, ne? Tukaj zdaj vidva, kako gre. Ja, ta osnovni podolgovat volumen skriva v sebi, to se pravi v prvem delu dnevni prostor, v drugem delu jedilnica in potem na koncu pride v spalni prostor. Spalnica je potem še ena dodatna v galeriji, ki je dodatno nad teraso, do katere pa vodijo male stopnice, ki pa so tudi nekoliko skrite s lesenimi deskami. Pa še imamo mokre prostore in kuhinjo, ki gre pa vzdolž celotnega skednja, ne? Ki je tudi neka ločnica tehnična prostora, ne? Ja, vse spremljajoče prostore, torej kuhinjo, savno, kopalnico smo dali ob stran, kjer so združene inštalacije in da potem je bolj ekonomično. Tla, pohištvo, stene, vse je v smrekovem lesu. Zakaj prav smrekov les oziroma zakaj vse v lesu? Smreka je tudi eden od tistih osnovnih gradnikov pri teh gradnjah, tako da daje tudi tisto avtentičnost temu prostoru, pa tudi prijazen je za obdelavo. So še kje kakšni skriti detajli, ki ste jih vkomponirali v skedenj? Ja, ker objekt potrebuje torej svetlobo za eno prijetno bivanje in ker je bil precej zaprt v začetku, smo ga mogli odpreti svetlobe, tako da smo dodali na eni strani torej večjo stekleno površino za največ svetlobe na jugu, potem pa še z zahodne strani smo dodali okna. Na zunanji strani so perforirane deske, to se pravi priluknjene deske, ki pa služijo, to se pravi, za senčenje hkrati, ob tem tudi, da pride noter svetloba, pa da ni kakšnega pregrevanja. Če pa bi postavili okno prav v fasado, zunanje, bi s tem podrli tiste osnovno arhitekturno značilnost, tako da smo okna raje umaknili noter in pustili navzven enovito fasado. Nadaljevanje teh malih okenčkov pa so potem še slike, na katerih so poudarki lesnih sklopov, lesnih zvez. Kaj predlagate vi kot arhitekt? Kakšne potenciale vse skrivajo skednji po Sloveniji? Veliko potencialov skrivajo, lahko se jih preuredi v marsikaj. Le dobra volja je potrebna, malo odprtega duha in se doseže marsikaj lepega in učinkovitega. Ja, stara ljudska modrost pravi, da treba sekati samo v mesecih na R, ki se začnejo oziroma imajo črko R v svojem imenu, in tudi, da je treba upoštevati lunine mene. Je to prava modrost ali je to nek mit spet? V rabi lesa na prostem vlada ogromno mitov. Vpliva lune do zdaj nobenemu na svetu še ni uspelo dokazati. Ne pravimo, da ne velja, ampak nobenemu ga še ni uspelo dokazati. Kar se pa tiče časa zimska sečna, letna sečna, je pa stanje takšno. Včasih, ko so kmetje hodili v gozd, so hodili po zimi zato, ker takrat niso imeli drugega dela.
v gozdu je bil sneg, lažje se je vleklo hlodovino po snegu, manj se poškodovale sosednje korenine dreves in tudi v naravi je takrat prisotnih manj škodljivcev. To je res. Po drugi strani pa danes industrijska predelava lesa zahteva, da se stroji to zahtevajo, velike investicije, da se seka 24 ur na dan, 7 dni na teden, 7 dni v letu. Tako da si enostavno ne moremo privoščiti, da bi les deloval drugače tako kot so ga včasih. Za lastno rabo mogoče ja, za industrijsko rabo je pa ta način neekonomičen. Kako dolgo živijo leseni izdelki? Je to odvisno tudi od nege lesa? Les lahko traja zelo dolgo. Najstarejši primer je recimo leseno kolo, ki so ga našli na Barju v Sloveniji. In je sploh najstarejši primer kolesa. Vsa ostala kolesa izdelana iz drugih materialov so že predtem propadla. Tako da to je dokaz, da les lahko preživi recimo več tisočletij. Če ga pravilno uporabimo in pravilno izberemo. Če pa les uporabimo narobe, pa lahko že v nekaj letih povsem propade. Zdaj, kako ga uporabiti, kdaj ga uporabiti, pa tisto znanje, s katerim se pa nas ukvarjamo. Dejstvo je, da v Sloveniji uporabimo manj lesa, kot bi ga lahko. Zdaj, vprašanje, zakaj uporabimo manj lesa, kot bi ga lahko, je zelo kompleksno. Ampak tudi tukaj, če se povrnemo nazaj v stare čase, vidimo, da je eden vzrokov za nizko rabo lesa še Marija Terezija. Ona je zapovedala, da mora biti del hiše zidane, da niso imeli revežev v primeru požara. In iz tega zakonika še danes sledijo večina uredb v današnjih zakonikih. In ljudje smo se navadili živeti v zidanih stavbah in se zelo težko prilagodimo novim razmeram. Mogoče za primer, v Skandinaviji zidajo hiše za živino in ljudje živijo v lesenih objektih, pa nas je pa ravno obratno. Kakšne vrste lesa so pa najboljše za gradnjo? Za vsako rabo lesa raste svojo drevo, se včasih pravimo. Kot za vsako bolezen raste svoja rožica, tako raste tudi za vsako rabo svoje drevo. Seveda je pa vprašanje, če si ta les za tisto rabo lahko privoščimo. Za konstrukcije so na primer primernejši les iglavcev, smreka, bor, macesen. Za zunanje opažne obloge mora poskrbeti, da je les vsaj malenkost odporen. V tem primeru se v Sloveniji bolj pogosto uporablja les smreke in macesna. Za pohodne površine so pa bolj štrši lesovi, kot so hrast, jesen. Danes smo na Gorenjskem, to je zelo vlažno območje. Ja. Potem pa imamo en kras, ki je zelo suh. Bi tukaj uporabili različne vrste lesa za gradnjo? To sta recimo res dva ekstremna primera. Ne? In v primeru tako različnih sistemov bi se najprej osredotočili na način gradnje. Predvsem bi uporabil različno konstrukcijsko zaščito, kot pravimo mi temu, in se bi preprečili, da na lesu zastaja voda. Torej, na Gorenjskem bi uporabili daljše, večje nadstreške, les bi bolj odmaknil od tal, medtem ko bi pa na Primorskem zaščitili les predvsem pred vetrom, torej, da ga ne bi odpihnili. Je pa še treba povedati, da so pa različne lesne vrste na voljo na teh dveh lokacijah. Na Primorskem je bor, rdeči bor, črni bor, ki ga tukaj ni, tako da bi verjetno uporabil tam tudi rdeči črni bor. Vi ste strokovnjak pri zaščiti lesa, včasih se je tudi s katranom, z odpadnim oljem zaščitilo les, to najbrž ni glih najboljša rešitev. Prvo pravilo je, da se biocidno zaščito lesa uporabimo samo takrat, kadar lesa niso mogli uspeti zaščititi na drug način. Torej, ko ga nismo uspeli izbrati odporne lesne vrste, ko nismo mogli lesa ugraditi tako, da ga ne bi na primer močilo. Šele v drugem koraku se odločimo za zaščito lesa. Kadar se odločimo za zaščito lesa, izberemo pripravek, proizvod, ki je registriran. Nikoli ne izbiramo pripravkov, ko so na črnem trgu, ker s tem lahko delamo ogromno škodo okolju. V Sloveniji je kar nekaj dobrih proizvajalcev, ki imajo odlične zaščitne pripravke za zaščito in so se obnesli v zelo ostrih pogojih. Predvsem pa tukaj opozarjam, da v Sloveniji velja en mit o kvaliteti skandinavske zaščite lesa. Ampak v Skandinaviji je pol leta mraz, druge pol leta je pa zima in tam niso najbolj ostri pogoji za razkroj za lesa. V Sloveniji so bistveno ostrejši. Torej, če primerjamo produkt, ki mora zaščititi les v Sloveniji, mora zadostiti bistveno večjim standardom kot v Skandinaviji. Jabolko na dan od žene zdravnika stran. Če dobro ciljate, tudi poštarja. Poštar!
Življenje s taščo? Ja, poznamo zgodbice o tem. Ampak če si postaviš prizidek, imaš lasten vhod in je tašča povrh še prijetna gospa, je rešitev lahko idealna. V nobenem primeru pa ni poceni. V tem stanovanju vam bom pokazal, kako je lahko neprecenljiva v finančni stiski iznajdljivost. Družina si je želela topel dom, v katerem se bo počutila prijetno. Pri gradnji ni postavljala visokih zahtev. Kljub temu pa so bili nekateri posegi precej dragi. Denar je kar puhtel. Glede na to, da je družina večino svojega denarja porabila za gradbena dela, ste verjetno morali biti kar precej iznajdljivi, da ste praktično iz nič opremili celo stanovanje. Ja, ponavadi je tako, da ko ni denarja, se rodijo najboljše ideje. Tukaj je primer tele mize, stare bukove mize, 15 let, ki smo jo z belo barvo posvežili, prenovili in je s temi stoli zasijala v novi luči. 15 let stara, res? Tako. Prebarvali smo tudi pograde v otroški sobi, ki smo jih prinesli iz prejšnjega stanovanja. Prijatelji pa so tudi podarili družini en pograd, ki so ga pridne roke mizarja Gašperja prepolovile in prebarvale, tako da smo dobili 2 samostojna ležišča. Bravo, Gašper, všeč mi je reciklaža. Luči, 2 planetka, mali, veliki. Nova. Aha. Držali smo tudi kakšno staro luč, ampak vse skupaj štima. Ja, štimajo tudi tale vrtna garniturca tukaj. Nenavadno za dnevno sobo. Ja, zakaj pa ne bi take stole? Čist primerni so tudi za notranjost. Z blazinam so postali bolj udobni in so nadomestili fotelj ali pa kakšen počivalnik. Ma ja, kdo bi tako udobje zvrgel? Kuhinja, jedilnica in dnevna soba so povezani. Marjetka je želela vanje vdahniti nekaj romantike. Zato so barve nežne, okna pa velika. Prostor je prijetno svetu, kljub temu pa je nekoliko nenavaden. Kako pa to, da so stopnice zrasle kar sred dnevne sobe? Ja, malo prostora smo imeli, prizidek stoji ob garaži, tako da klasične stopnice s podestom niso prišle v poštev in smo se odločili za okrogle. S prostorom so morali varčevati tudi v otroški sobi. Majhna je, vendar je otrokoma v enako veselje, kakor bi jim bila velika in moderna otroška soba. Obnovljeni kosi pohištva niso le poceni. Imajo tudi prav poseben šarm. To je ta pograd. Razrezan. Je dobro videti, a ne? Ja, super. Ampak Dejan, ti, ki si ljubitelj recikliranih stvari, to tapeto poglej. Soba je polepšana z ostankom tapete, manjši koš smo pa uporabili in polepšali steno oziroma steber v dnevnem prostoru. Super je, da ni ostal kakšen večji kos, zato da je še tale linija okrog. Ja, super je to, da se tudi z ostanki dajo narediti tako lepe stvari. Čeprav je razpolagala zelo malo denarja, je arhitektka Marjetka Pajk skušala družini ponuditi vse, kar potrebuje za udobno življenje. Izbira vhodnih vrat ni tako zelo enostavna. To je namreč prvi stik z našo nepremičnino. Poleg tega ponujajo se številne tehnične in estetske rešitve. Gospod Gašper, vi ste strokovnjak za vhodna vrata. Kaj so tiste bistvene lastnosti vhodnih vrat, ki naj bi jih kupci poznali, preden se odločijo za taka ali drugačna vrata? Lastnik hiše s svojim hodom veliko pove o sebi. Tako da je definitivno zelo pomembno, da naredite ta pravo odločitev. Že samo z izbiro barve, velikosti, modela lahko popolnoma spremenite izgled celotnega objekta, od starinskega do modernega. Zato je prvo vprašanje, ki si ga lastnik novega vhoda mora postaviti, je, kaj želim doseči. Zdaj govorite predvsem o estetiki. Kaj pa neke tehnične lastnosti vrat? Seveda, vrata naj bi bila
neka meja pred vhodom v hišo, vrata dovolijo, da nekdo vstopi ali pa tudi ne dovolijo. Verjetno je tukaj še cel kup tehničnih stvari. Tako. Glede tehnike v bistvu za lastnika hiše ena bolj pomembnih stvari izolacija, ali gradi pasivno hišo, nizkoenergijsko hišo, ali mu izolacija ni tako pomembna. Druga stvar, ki se je treba vprašati, je varnost. Kako visoko varnost si želimo? Vsi vemo, da vhod prepreči vsakemu, ki ni povabljen v dom, da bi vstopil. Tretja stvar je sama višina vhoda. Že samo s tem, da vhod dvignemo za 10 do 20 cm, naredimo celoten objekt bolj mogočen. Se pravi, z vsemi temi rešitvami, estetskimi in tehničnimi, je verjetno tudi pogojena cena. Ta se zelo razlikuje, ne vem, od 1000 evrov in mnogo navzgor. Kaj je zdaj tisto bistveno, kar vpliva tudi na samo ceno vrat? Najbolj na ceno vplivajo sami dodatki in izbor materialov, ki jih bomo uporabili po izdelavi vrat. Govorite o estetskih dodatkih ali o tehničnih rešitvah? Oboje. V Sloveniji je en najbolj pogostih dodatkov čitalec prstnega odtisa, ki se ga pač imamo zelo radi. Drugače pa na ceno vpliva največ izbor stekla, višina samih vrat in varnost. Omenili ste čitalec prstnega odtisa. Se to tudi v praksi obnese ali je to bolj modna muha? V Sloveniji se je čitalec prstnega odtisa zelo pojel. Ugradimo ga na vsaka tretja vrata. Kaj s tem dobimo? Ne samo, da ne rabimo ključa nositi s sabo, ampak vedno, ko vhod zaprete, se vrata zaklenejo samo od sebe. Kar pomeni nek notranji mir, ki ga dobi lastnik. Kaj pa v primeru, ko zmanjka elektrike, kako potem ta čitalec deluje? Verjetno ne deluje. Vedno je možnost odpiranja tudi s ključem, to je za varnost. Ampak smo naredili raziskavo, da se večkrat zgodi, da zgubimo ključ, nam ključ ukradejo, ga pozabimo, kot da bi zmanjkala elektrika, tako da definitivno dobra rešitev. Pri nekaterih vratih sem opazil, da celo ta kljuka pod, ne vem, v določenih situacijah izstopi ven in jo lahko nekako primemo kot se približa te klasični kljuki, recimo, približa, čeprav je povsem drugačna. Vhod jemljemo kot zelo oseben del hiše. In kaj je bolj osebenega kot vhod, ki ga lahko uporablja samo lastnik? Zato smo naredili posebno kljuko, ki prepozna vaš prsten odtis. Ko vidite, ko prepozna vaš prsten odtis, pride ročaj ven, lahko stopimo noter in potem se skrije v popolno ravnino. Tudi novo stanovanje lahko ima precej neuporaben tloris, ki ga je potrebno pred vselitvijo prilagoditi. Samo osrednji prostor bomo prilagodile, je rekla lastnica arhitektki Špeli Modic, ampak se je kmalu premislila. Živa Čares je svoje novo dvosobno stanovanje lahko ogledala šele, ko ga je kupila. Kuhinja, jedilnica in dnevni prostor so bili povezani, ampak kuhinja je bila premajhna, predviden prostor za jedilno mizo pa povsem neprimeren. In kako naj opremi ta osrednji del stanovanja, da bo tvoril neko zaključeno zgodbo? Poiskala je strokovno pomoč. Špeli Modic in Neži Mekota iz arhitekturnega biroja Prostorama je prišla s predstavo o tem, kaj si želi. Ko pa je slišala njune ideje, pa je sklenila z njuno pomočjo svojim potrebam prilagoditi kar celo stanovanje. Prvotno so bila tukaj vrata, ki so preprečevala svetlobi, da bi prišla v predsobo, in zato je bila predsoba temačna. Mi smo pa to odprtino razširili in vanjo vstavili steklena drsna vrata s potiskom lista. Da bi pridobili še več
svetlobe v predsobi, smo v njo namestili veliko ogledalo, ki še dodatno poveča prostor. Mizar nam je izdelal garderobno omaro, za katero smo skrili dimnik, ki je v predsobi. Obenem pa je v omari še vedno dovolj prostora za vse jakne, za torbice in vse, kar pač Živa potrebuje. Mizar nam je pomagal tudi pri izdelavi kuhinje, kjer je poskrbel za izdelavo visokih elementov in tega panela, ki delno zakriva kuhinjo. Delno pa je kuhinja serijska, ta del, kolikor smo lahko, smo naročili. Posebnosti kuhinje je mogoče pult, ki se lahko popravlja z likanjem, se pravi, če se popraska, se lahko polika. Kuhinjo smo potisnili izven prvotnega območja kuhinje in to je vidno tudi na prehodu med ploščicami in parketom. Živa je želela dovolj shranjevalnih površin, zato smo ta del izumljali. Tukaj smo si zamislili veliko in zelo dostopno kotno omaro. To ni neka standardna rešitev, zato smo tukaj potrebovali kar nekaj komunikacije z mizarjem, da smo vse to uskladili. Mizar nam je pomagal reševati prostorsko stisko tudi na tej strani, kjer smo naredili vgradne omare z izvlečnimi predali, tako da smo koristili res vsak centimeter kuhinje. Preden je stanovanje dobilo končno podobo, je Živa živela v praznem. Nestrpno je čakala vsak kos pohištva. Na primer stole, Light Janeza Suhadolca, ki so idealni prav za majhne prostore. Prvotno je bila tukaj spalnica s posteljo in z omaro. Ker pa ima Živa kot prava ženska veliko oblačil, smo omaro podaljšali in zgradili znotraj spalnice garderobno sobico. Navadno so garderobne sobe zaprte z vrati, mi smo se pa zaradi Živinega značaja odločili za zaveso, kar poudari neko nežnost in mehkobo in ambientalnost te sobe. Skladno s tem smo izbrali tudi tapeto in pa razsvetljavo, ki omogoča tako ambientalno razsvetljavo, kot tudi branje v postelji. Ker nam garderobna soba zasede nekaj več prostora, kot je bilo planirano, smo izbrali lebdečo posteljo, ki nima ostrih robov, prav tako je velika točno 160 x 200 cm in nima okvirja. Fiksirana je v steno in na eno sredinsko nogo, kar ji kljub temu, da je postelja lebdeča, omogoča trdnost in stabilnost, kar nam bo pa Špela zdaj pokazala. Veliko ljudi ima pomisleke, da ta postelja škripa ali da ni stabilna, ampak dokažemo, da niti ne škripa in da je zelo stabilna. Brez skrbi lahko skačete po njej. V kopalnici ploščic in sanitarne keramike niso menjavali, ker bi stroški poleteli v nebo. Sta pa arhitektki izrisali opremo. Pralni stroj sta na primer skrili v visoko omaro. Živa si v osnovi v stanovanju ni želela nobenih barv, zato smo se osredotočili na svetle in bele barve ter na les. Potem pa sva iz Špelo predstavili ta nek vzorec na steni iz dveh pastelnih barv, ki se ujemajo s taboreji, in je bila Živa navdušena. Izbrali smo udoben kavč, snemljivo prevleko iz mešanice lanu in bombaža, ki se lahko sname in opere v stroju. Zraven spadajo taboreji, ki so lahko dodatni sedeži, lahko so mizice ali pa so uporabni tudi kot pladnji. To je en tak multifunkcionalen kos pohištva. Živo je opremljanje stanovanja s strokovno pomočjo sicer stalo nekoliko več, kot če bi se ga lotila sama. Ampak zdaj uživa v domu, ki je pisan na kožo. Vabim vas, da nas spremljate na našem Facebook profilu TV Ambienti in na spletni strani www.tvambienti.si.
Hvala, ker ste bili z nami. Imejte se lepo, vidimo se prihodnji teden, ko si bomo ogledali številne izvirne ideje za prenovo doma, kako je cela družina sodelovala pri prenovi dnevne sobe in raziskali vrtni paviljon poleg glavne hiše na Gorenjskem.